Generalni vikar škofije Murska Sobota in glavni urednik Lojze Kozar mlajši je na tiskovni konferenci predstavil 52. letnik zbornika Stopinje 2023. Naslovnico Stopinj že tradicionalno krasi cerkev, v izdaji Stopinje 2023 je to župnijska cerkev v Kančevcih. Podrobneje o vsebini Stopinj 2023 pa Lojze Kozar mlajši. Te stopinje stopajo po poti resnice in svobode, kakor jih je v uvodniku označil škof dr. Peter Štumpf. Stopinje 2023 prinašajo najprej pogled na župnijo svetega Benedikta v Kančevcih. Župnijske cerkve so namreč stalnica na naslovnica že kar nekaj let in letos je na vrsti župnija Kančevci, pa ne samo na naslovnici, tudi za naslove poglavij so izbrani posamezni motivi iz te župnije. V koledarskem delu najdemo na desni strani zanimive drobce, besede z naslovnic knjig in pa potem opis teh besed, potem besede o besedah v Svetem pismu, pa besede naših župnikov in nekatere druge drobce, ki nas spomnijo tudi na dogodke v časih, ki so že davno minili. Besedam je posvečeno tudi novo poglavje Stopinje besed. V njem lahko preberemo zapis o temeljih naših sedanjih besed, ki segajo vse tja do svetih bratov Cirila in Metoda, ter izbrane besede za vsak mesec kot priložnost za razmislek in za duhovno obogatitev. Sledijo pa potem poglavja, ki smo jih že vajeni, naj samo nekaj vsebin izpostavim. V Porabju so se odločili za postavitev znamenj imenovanih Porabski križev pot. Temu projektu se pridružujejo tudi stopinje, ki prinašajo razmišljanja o porabskih Slovencih nekoč in danes, o njihovih preizkušnjah, o njihovem trpljenju oziroma o njihovem križevem potu. Obširno so predstavljena tudi verska znamenja v Andovcih in svoj pogled na Slovence v Porabju izraža tudi župnik v Monoštru Imre Bodorkoš. Ta zapis je v madžarščini in v slovenskem prevodu. V poglavju Stopinje svetih pa lahko preberemo zapise o dveh naših svetniških kandidatih, Halasu in Kozarju, ter kratko predstavitev treh svetlih likov, s katerimi želimo pokazati na številne kristjane, ki so svojo vero vzeli zares. To poglavje se v bistvu nadaljuje že v stopinjah kar nekaj časa, pa tudi v glasilu Poti k Bogu je vedno prikazan en naš vzornik, kakor ga pač vidijo ljudje, ki so jih opisovali, to so člani škofijskega pastoralnega sveta. Škofijske stopinje spominjajo na najpomembnejše dogodke v minulem letu, vse do srečanja kristjanov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, ki je bilo v Beltincih. Stopinje duha prinašajo tudi zapis sester Klaris in pa odmeve na njihovo navzočnost med nami. Oddaljene stopinje približajo vrsto dogodkov in pa ljudi naše preteklosti, naprimer Antona Korošca, Martina Gaberca in Matija Vurcerja. Poglavje Stopinje k tebi nas spomni na razna dogajanja v svetu in pri nas, vse od Ukrajine pa do podnebnih sprememb. Ekumenske stopinje se spominjajo pokojnega častnega škofa evangeličanske cerkve, magistra Geza Erniša. Stopinje mladih so obogatene z zapisi mladih,
ki so se odzvali na tečaj z naslovom Stopinje, ki ostanejo. Stopinje srca prinašajo 4 zapise v prozi ter 10 naslovov poezije. Tudi zadnje pesmi pokojnega misijonarja patra Vladimirja Kosa. Kos je opisan tudi v poglavju Odhojene stopinje, ob njem pa še misijonar Gusti Horvat, župnik Franc Kodela in drugi. V poglavju Tiskane stopinje so na kratko predstavljene 4 knjige, ki so izšle v minulem letu. Zadnje poglavje Tvoje in moje stopinje pa je najobširnejše in prinaša na 130 straneh podroben vpogled v dogajanje po pomurskih župnijah. Stopinje 2024 obsegajo 324 strani. Pri njihovem nastajanju je sodelovalo 34 avtorjev iz Pomurja in od drugod. Pri tem pa niso šteti tisti, ki so sodelovali pri zapisih s skupnim naslovom, naprimer Odmevi na delo Klaris ali pa udeleženci natečaja, ali pa so pisali župnijska poročila, župniki ali pa njihovi sodelavci. Stopinje bogati 230 fotografij, od tega 111 v poglavju Tvoje in moje stopinje, torej o dogajanju v naših župnijah. Škofija Murska Sobota je v letu 2022 izdala tudi 4 številke glasila Poti k Bogu, ki izhaja že od leta 1993. Prenašajo besede, ki želijo dvigati, krepiti in voditi k trajnim vrednotam.